Kaj pa v Popinu bomo tudi? V Popinu gremo pa mogoče, če boš ganjena, čustvena in če si navezana na 90-ta, recimo se spomniš tega giba, to je bilo ful moderno, hočem to nazaj, Sebastian. Kako da ne, sem te videla kot sklicala. Ja, seveda se spomnim. Sebastian je nazaj. Super, izvoli, hvala. Ja, marsikatera solza je bila potočena zaradi Sebastiana, mariborskega plesalca in pevca, ki je leta 2000 povzročil pravo manijo med dekleti in fanti po Sloveniji. Seba je nazaj, 20 let po izidu uspešnice Hočem to nazaj se je odločil, da slovenska glasbena scena potrebuje nekaj pozitive in priredil svojo uspešnico. Naslednji teden vam v Popinu premierno pokažemo nov video spot za ta zimzeleni Pop Stars Tour hit. No, danes pa smo se na snemanju videa na setu družili z večnim mladeničem. Ko slišiš, se zagotovo večina med nami spomni nekega drugega sveta, drugega življenja, ki je večinoma povezano z nekimi pozitivnimi izkušnjami, predvsem pa z veliko manj skrbi, veliko manj kaosa, veliko manj razdruževanja. In poanta celotnega projekta je ravno to. Hočemo to nazaj, hočemo nazaj normalno življenje, hočemo nazaj druženja, seveda pod nekimi novimi pogoji, ampak hočemo nazaj vse približno normalno življenje. Zdaj hočem to nazaj. No, kako pa se je življenje v teh 20 letih odvilo Sebastianu? Kaj počne danes? Kaj ga ohranja tako mladostnega? Tudi mene zanima. Glejte Popin ob 19. Marsikatera zdaj 30-letnica je odraščala z njegovimi posterji v sobi, kričala na njegovih koncertih in vadila njegove plesne korake. Sebastian je pred 20 leti obnoral Slovenijo z uspešnico Hočem to nazaj. Razmere danes pa so ga spodbudile za novo mero pozitive. Njegova pot do slave se je začela s tem nastopom na prireditvi Miss Slovenija leta 2000. Tisti fant je bil en zelo plašen, zelo tih fant, precej drugačen od tega, kot ga ljudje poznajo. Temu so pripomogla leta nastopanja na glasbenih odrih po vseh koncih Slovenije. Kriki najstnic so spremljali njegove koncerte, svojimi uspešnicami je osvajal glasbene lestvice. Skupaj s skupinama Bepop ter Game Over so na Pop Stars turnejah osvojili celo generacijo oboževalcev. Jaz njega takole z odprtimi očmi in usti opazovala in občudovala, kako je možno, da človek tako dobro pleše. In opazila sem tudi to, da je ustvaril en gib, poseben gib, ki ga po mojem zna samo on in Alfi Nipič, to je z vratom. Cup, cup. Jaz se spomnim Sebastiana kot velikega perfekcionista, vedno v koraku z najnovejšimi trendi. To so dokazovale stotine pisem, ki so romala v njegov poštni nabiralnik. Ja, to je bil še čas tistih spisanih na roke. Je danes ful zanimivo ravno preko socialnih omrežij spremljati tudi njihovo življenje. Stik je dosti lažji, veliko več smo v stiku, pravzaprav, ko smo bili takrat. In tudi prek takšnih stikov z oboževalci je dobil motivacijo ter sklenil, da je po 20 letih od izida skladbe Hočem to nazaj čas za novo dozo optimizma. Ker besedilo pesmi gre, v meni še živi gore spomin, ko skupaj sva bila, imeli smo vse, ljubezen, raj, zdaj hočemo to nazaj. Da je po 20 letih še vedno v formi, ne dvomimo, saj je že vrsto let zelo aktiven s svojimi plesnimi šolami tako v Sloveniji kot v Avstriji. O njegovi pevski formi pa se boste v Popinu ob premieri novega videa lahko prepričali že naslednji teden. Gre.